Lepo pozdravljeni v podcastu. Danes je z nami gospod Martin Jezeršek, direktor podjetja Jezeršek. Gre za družinsko podjetje, ki je izjemno uspešno na področju gostinstva, so najboljši v Sloveniji v tem, kar počnejo, ampak s tem se še ne bodo zadovoljili. Želijo si med najboljše v Evropi in kaj več o tem nam bo danes povedal kar gost sam. Lepo pozdravljeni, gospod Jezeršek. Pozdravljeni. Za začetek mogoče vprašanje, a ste se pravilno štempljali zdaj, ko so nova pravila, ko ste se odpravili na podcast, da ne bo že kakšna inšpekcija prišla? Verjetno ne, ker je to kar težko doseči v tej situaciji. Je kar konfuzna vsa ta stvar, ampak iskreno povedano se s tem ne obremenjujem kaj preveč. Kaj pa nasplošno menite o tem, kakšne ukrepe bi morala država sprejemati na področju gospodarstva? Ste zadovoljni s tem, kakšna je klima in v katero smer se zadeve odvijajo? Moram iskreno povedati, da nisem zadovoljen. Predvsem boli, ta birokratizacija, o kateri se sicer ogromno govori in jaz običajno nerad govorim o stvarih, o katerih se že itak veliko govori, ampak vseeno, to je dejansko neka bolečina, ki jo podjetniki imamo. Ravno ta primer tega zakona je še en dodaten primer te dodatne birokratizacije, pa cel kup nekih stvari se trenutno se o njih govori in tako naprej. Jaz mislim, da bi bilo treba smer malo obrniti, tako kot v poslu v osnovi, vsakemu poslovnemu partnerju, sodelavcu in tako naprej, je potrebno zaupati. Ko se izrabi to zaupanje oziroma ko pride do nekega dejanja, ki lahko, da neko senco dvoma na neko verodostojnost posameznika ali podjetja, potem pa seveda to nadzorovati preko inšpekcijskih služb in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je povsem nesmiselno, da se pavšalno kaznuje, birokratizira vse, namesto da bi se inšpekcijske službe fokusirale tja, kjer že nedaleč nekaj smrdi. Kako konkretno vi kot gostinec občutite to birokracijo? Lahko mogoče kakšen primer, ki najbolj bode v oči, omenite? Recimo na področju gostinstva je vsem jasno, celi Sloveniji je jasno, da večina gostincev deluje v neki sivi coni. Po vseh statističnih analizah ne bi bile plače v gostinstvu najnižje, oziroma vsaj med najnižjimi v državi. Istočasno vsi vemo, da dobrega kuharja je potrebno zelo dobro plačati. In vsakmu, ki je vsaj malo pogledal v polje gostinstva, je jasno, da je tukaj noter ogromno, recimo temu, vsaj sive ekonomije, če že ne črne ekonomije, ki bi se jo dalo z malo zdrave kmečke pameti zelo dobro poiskati, nadzorovati, kaznovati, ampak tega recimo inšpekcijske službe niso sposobne. In na drugi strani, opravljajo neke preglede, ki ne dosežejo nobenega svojega učinka. Ne vem, če bi en inšpektor odprl Ajpes, pogledal gostinska podjetja, kjer je povprečna plača blizu minimalne, ve, da tam nekaj smrdi. In z nadzorom takšnih podjetij bi rešili večino težav, trg bi se očistil, kvalitetni gostinci bi preživeli in tako naprej in tako naprej. In to je en primer, ki je iz mojega področja, ki ga dobro poznam, ki boli. Jaz mislim, da vse v resnici, zato ker še posebej skozi COVID krizo se je to pokazalo. Kuhar, natakar, ki je pri nekom zaposlen na minimalni plači, potem pa del plače dobiva na roke, ni socialno varen,
skozi COVID krizo ni dobil tistega nadomestila, ko je bil na čakanju na delu, in to je tudi razlog, da je ogromno kadra šlo iz industrije in tako naprej. In zaradi tega bom rekel, smo tudi tisti gostinci, ki želimo vse delati regularno po predpisih, manj konkurenčni, ker enostavno nekoga plača 1500-2000 evrov, stane bistveno manj kot tebe, ki želiš stvari delati regularno. No. Tako da to je en tak primer, ki verjetno bi lahko vsak podjetnik v svoji branži ga mogoče malo z drugačnega zornega kota predstavil, in to je tisto, kar v bistvu na nek način boli. Ne. Kaj pa davki? So davki v Sloveniji previsoki? Zdaj jaz nisem strokovnjak na tem področju. Ko slišim neke primerjave s tujino, vem, da na nekaterih področjih niso, bom rekel, so pod povprečjem, nad povprečjem Evrope in tako naprej. Kar je zagotovo res, je, da predvsem plače so bistveno preveč obremenjene, in to se spet nazaj navezuje na tisto, kar sem prej povedal. Zaradi tega, bom rekel, mali gostinci, mali obrtniki iščejo luknje v sistemu na kreativne načine, in v resnici država zaradi tega verjetno pobere manj davkov, kot bi jih, če bi bila tukaj bolj življenjska. Vi ste sicer s 25 leti že postali direktor družinskega podjetja, še predtem pa ste se šolali na eni od prestižnih šol v Švici, delali ste tudi v Londonu. Kaj je tisto najpomembnejše, kar vam je tujina dala? Predvsem nek, bom rekel, širši pogled na svet, bom rekel, neko lokalno problematiko, ki je morda za nekoga, ki ni doživel izkušnje izven Slovenije, jo vidi samo z enega zornega kota, medtem ko nekdo, ki je vsaj nekaj časa preživel, delal, se šolal v tujini, se mi zdi, da lahko gleda in rešuje probleme na več različnih načinov. To je zagotovo pomembna stvar. Še ena zelo pomembna stvar, ki sem jo dobil predvsem na tem študiju v Švici, je mreža kontaktov praktično po celem svetu. Gre se namreč za eno najboljših, če ne najboljšo šolo z področja hospitality managementa, se pravi vse, kar je povezano z storitveno dejavnostjo oziroma turizmom, in dejansko zaradi tega imam tudi veliko informacij in lahko hitro pridobim, bom rekel, nek drugačen pogled, kako se neki problemi rešujejo v tujini, in bom rekel, to je res velika dodana vrednost. Ne. A v tujini sicer drugače obravnavajo te branže, turizem, gostinstvo, kot pa v Sloveniji? Pravzaprav ja, že sama osnovna definicija, ne, v tujini se govori o hospitalityju, medtem ko v Sloveniji se govori pravzaprav ni primernega izraza za vse, kar študij ali pa industrija hospitality zajema v nekem mednarodnem okolju. Posledično tudi šolski sistem ni prilagojen vsemu temu, kar recimo nek mednarodni šolski ali pa program z področja hospitalityja uči. Tako da tukaj je spet nek gap nastal, oziroma neka drugačnost, oziroma drugače se opredeljuje, zajema industrija kot v Sloveniji. Posledično tudi, ne vem, je težko delati neke primerjave za tujino, recimo neke že čisto statistične primerjave v dejavnosti turizma, gostinstva v primerjavi z hospitalityjem, ki je širši pojem, niso relevantne. Tako da tukaj bi bilo to smiselno na nek način tudi v Sloveniji poenotiti z nekim mednarodnim standardom. No, po vrnitvi v Sloveniji ste potem prevzeli družinsko podjetje in postali šef, direktor 3 svojim starejšim bratom. Pa me zanima, kako to poteka? Kako funkcionirajo ti družinski odnosi? Ja, pravzaprav kar zanimivo. No.
To zagotovo zahteva nek nivo zrelosti vseh vpletenih. Bom rekel, sploh na začetku je bilo potrebno veliko nekega pogovora, da smo znali razumeti vse te vloge. Predvsem se pravi, je potrebno v glavi razumeti, da bom rekel, danes je lahko, naprimer, moj brat moj podrejeni, ko govoriva o bom rekel, nekem poslovnem odnosu, vsakodnevnem poslovanju in tako naprej. Potem čez 2 ure, ko se popoldne dobiva na kavi, sva pač brata. Ni več tistega odnosa, medtem ko nekajkrat na leto, ko pa bom rekel, imamo srečanje lastnikov ali pa skupščino ali kaj takega, je pa spet razmerje drugačno. Je pa, bom rekel, sem pa jaz kot direktor podrejen lastnikom, med katerimi sem sicer tudi jaz. Tako da, če zna človek razumeti te 3 različne vloge, če zna med njimi v glavi preklapljati, glede na situacijo, v kateri si, potem lahko to zelo dobro funkcionira. No. Drugače pa jaz vedno rečem, ko se govori o družinskih podjetjih, da v bistvu je družinsko podjetje lahko izredno velika prednost za podjetje, zelo tanka meja pa je med tem, ko ta zelo velika prednost lahko postane zelo velika slabost. Bom rekel, v vseh podjetjih bi bilo dobrodošlo, če bi se lastniki ali pa vodstvo znalo tako iskreno ali pa bom rekel včasih tudi brutalno pogovarjati med sabo, kot se lahko pogovarjajo člani družine. Po drugi strani pa je v družini zelo težko biti sposoben, bom rekel, biti v enem trenutku se mogoče skregati, pa čez pol ure to pozabiti, dati za hrbet in se usesti za mizo in se pogovarjati naprej. Tako da, če znajo družine na ta način komunicirati, je to velika prednost, lahko pa hitro je tudi zelo velika slabost. Ste že hoteli kdaj odpustiti katerega od bratov? Ne, to ne. Odpustiti ne. Smo pa že bili v situacijah, ko smo ugotovili, da kdo od nas ni kos recimo delovnem mestu, na katerem je, in smo mogli poiskati rešitev, da je nekdo, bom rekel, šel na drugo področje ali kaj takega. Ali pa bili smo že v situaciji, ko sem nekako mogel postaviti recimo temu ultimat v smislu, da sem jaz direktor v podjetju in da sem se odločil tako, kot sem se odločil, in da če to pač mojim bratom ni všeč, me lahko kot lastniki zamenjajo, dokler pa sem jaz direktor, pa je odločitev taka. No. Tako da take situacije so že bile, ampak zdaj bom rekel, se spet vrnem na to, da če se zna vsak od nas postaviti v pravem trenutku v pravo vlogo, potem se da te situacije vse uspešno prekrmariti, in doslej smo jih zelo uspešno. In bom rekel, ne samo, da smo solastniki, bratje, smo tudi zelo dobri prijatelji in se družimo tudi izven delovnika, izven tistih nujnih stvari, skupaj dopustujemo in še marsikaj. No. Zagotovo pa ni enostavno vse skupaj. Ja, ne vedno, včasih pa zelo. Tudi odpoved ste že morali kdaj komu dati? Ja, mislim, da je del delovnega mesta, na katerem pač sem, kljub vsemu smo srednje veliko podjetje z relativno velikim številom zaposlenim, in temu se pač človek ne more izogniti. Čeprav si lahko še bolj izkušen direktor, vsaj mislim, da se to vsakega dotakne na nek način. To nikoli ni prijetno, je pa pač to del posla. Vedno pač je treba na prvo mesto postaviti podjetje in včasih sprejeti tudi težke odločitve.
Kot gostinec ste skrbeli že za postrežbo na številnih prestižnih dogodkih, pa me zanima, kako poteka vse to na teh res dogodkih najvišjega ranga, kako so reagirale recimo znane, pomembne osebe v vaši postrežbi in nam so mogoče nastale kakšne zanimive anekdote? Zdaj, kakšne konkretne anekdote v tem trenutku se ne spomnim, zagotovo pa so, jih je kar nekaj. Pravzaprav običajno te recimo temu slavne osebe v resnici niso tako zakomplicirane, kot dajo vtis ali pa kot včasih to prikazujejo ljudje okrog njih, njihovi pomočniki in tako naprej. Mogoče sem se zdaj spomnil ene anekdote, ena zelo slavna slovenska osebnost, ne bom povedal imena, bom rekel, je napredovala iz slovenskega v neko mednarodno okolje in iz slovenskega okolja smo jo mi poznali, vedeli, kaj ima rada ta oseba, kaj nima rada. Ko pa je kar naenkrat bila v tem mednarodnem okolju, je prišel do nas nekdo, nek asistent, pomočnik te osebe, ki je rekel, da ne je glutena, na primer, ne. In mi smo bili malo šokirani, kako je to možno, če pa je še do včeraj jedel gluten in tako naprej. No, potem smo pa prišli do ugotovitve, da je ta oseba, ko smo pač govorili s to osebo, je povedala, da je to enostavno edini način, da pove, da mora malo paziti na svojo težo in tako naprej, in enostavno so navodila povsod, da ne je glutena in ni treba, je bistveno manj treba razlagati in tako naprej. Pač da seveda pa še vedno bo pojedla ta oseba, ta naš slavni jezerškov šmoran in tako naprej. No, tako da to so neke take anekdote. Bom rekel, običajno pri teh ljudeh je ogromno nekih ljudi okrog njih, ki delajo v resnici neko dramo, ki delajo neko persono, katera dostkrat v resnici ni. Na drugi strani pa včasih nekdo, ki v resnici ni zares slaven, pa komplicira po nepotrebnem. Ampak tega smo navajeni. Enkrat ste tudi dejali, da takoj prepoznate bleferje, pa me zanima, kako vam to uspeva, kako po čem jih prepoznate? Če sem iskren, se te svoje izjave ne spomnim, niti se ne spomnim, v kakšnem kontekstu je bila ta izjava. Zdaj, ena od teh možnosti, da je bila ta izjava v smislu sodelavcev oziroma nekih ljudi, ki pridejo na razgovor in bom rekel, želijo prodati sebe oziroma sebe prodati in mislim, da pri tem dejansko sem kar uspešen, da prepoznam, kdo je v tem, kar govori, iskren, pa kdo ne. No. Ampak še enkrat iskreno se ne spomnim te izjave. Tako da, to je bilo v enem pogovoru za Delo, ampak mogoče, če lahko poveste, je kakšen znak mogoče, po katerem prepoznate nekoga, da blefira, da ni ravno popolnoma iskren v tem, kar govori? Pa zdaj, jaz mislim, da tukaj gre za skupek nekih bolj za intuicijo mogoče? Bolj za intuicijo, ja, težko bi govoril o nekem konkretnem znaku. Ja, verjetno neka intuicija. Če greva naprej na Michelinove zvezdice, to je zdaj pomembna tema v slovenski kulinariki. Zanima me, kakšen je sploh postopek, kako se delijo te zvezdice. Veliko je govora o tem, da so mogoče v ozadju kakšne netransparentne igre. Me zanima, kako vi vidite to celotno zadevo, ali poteka tudi kako lobiranje kdaj? Jaz osebno cenim Michelinov vodnik, zelo cenim. Tudi vi ste v njem, mimogrede. Tudi mi smo v njem, sicer nimamo zvezdice, tudi to ni del naše strategije, da bi katera od naših restauracij dobila zvezdico, namreč namenoma se ne želimo ugibati v tej najbolj vrhunski fine dining kulinariki, ampak želimo ostati, bom rekel, malo pod tem nivojem, se pravi, želimo biti prostor, restauracija, gostilna, kamor se gost rad vrača in ne restauracija, kamor gost pride enkrat na leto, na res neko, ali pa enkrat v življenju, na neko res posebno doživetje, ampak
tukaj se gre za na nek način osebno pa poslovno odločitev. Absolutno pa izredno spoštujem vse kolege, ki nosijo zvezdice, ki se gibljajo v tem krogu najvišje kulinarike. Zdaj, kar se tiče Michelina, jaz mislim, da je stvar predvsem v javnosti malo kontroverzna, zato ker je poslovni model Michelina v preteklih letih se spremenil na način, da mora destinacija, v tem primeru država Slovenija, plačati nek za naše razmere dokaj zajeten znesek za to, da Michelinov vodnik sploh pride v državo pogledati, ali je kakšna restavracija, ki bi lahko dobila zvezdico. Zdaj, to seveda še ne pomeni, da država kupi kvaliteto. Poznamo tudi primere, mislim, da ravno Srbija je tak primer, kjer je država podpisala pogodbo z Michelinom, kritiki Michelinovi so prišli v državo, pa potem nobena restavracija ni dobila zvezdice. Tako da jaz mislim, da Michelin je še vedno izredno cenjen tako v strokovnih krogih kot med gosti. To, da država plača tak znesek, je absolutno smiselno. Namreč blagovna znamka Michelin oziroma Michelinove zvezdice je tako pomembna in cenjena, da to prinese tudi pripelje marsikaterega gosta v državo, in to ne kar katerega koli gosta, predvsem pripelje v državo goste, ki so pripravljeni plačati za dobro storitev veliko denarja, kar pomeni, da to za sabo potegne večjo dodano vrednost, boljše povprečne cene, ne samo v tej restavraciji, ampak v destinaciji. Tako da jaz mislim, da je bila to zelo pametna poteza države, da se je za to odločila. In tudi spet moje osebno mnenje je, da je Michelinov vodič najbolj transparenten v konkurenci kulinaričnih vodičev. Za marsikaterega drugega, bom rekel, se v strokovnih krogih šušlja, da nekdo lažje dobi boljšo oceno kot nekdo drug. Morda že zato, ker so običajno pri teh drugih vodnikih ocenjevalci lokalni, torej so prisotni v Sloveniji in nehote dobijo neko, bom rekel, subjektivno mnenje o eni restavraciji, boljše, v drugi slabše, zato ker pač se gibljajo v teh krogih, ker slišijo razne komentarje in tako naprej, medtem ko Michelin naj bi imel izključno mednarodne ocenjevalce, ki pridejo v državo, ki ne poznajo tega šefa, bolj osebno tega manj, s tem so prijatelji, s tem niso, in pridejo, bom rekel, bolj objektivni, ocenijo in na koncu pač restauracija je ocenjena, kakor je ocenjena. Zdaj, a je ocenjena dobro ali ne, ali je prav, da nekdo ima 1, 2, 3 zvezdice, ali je prav, da je nekdo nima, je zopet stvar debate. Pač moramo se zavedati, da kulinarika je vseeno subjektivna stvar. Nam recimo v našem podjetju bistveno več pomeni povprečna ocena ankete, ki jo naši gostje pustijo pri nas, se pravi, mi vsaki pri nas rezervira mize, dobi naslednji dan anketo, in ko gledamo na koncu leta povprečno oceno teh nekaj tisoč anket, in če ta kvaliteta napreduje, smo na to bistveno bolj ponosni, kot, bom rekel, na enkratno oceno enega vodiča, pa ne bo to Michelin ali katerikoli drug. Skratka, to je pač statistika, večji kot je vzorec, bolj objektivna je statistika, ne. Tako da overall jaz mislim, da je fajn in potrebno, da je Michelin v Sloveniji. To, da se govori pozitivno ali pa negativno, je pa tudi fajn, ker to je vse marketing, reklama, PR. Kaj menite o Ani Roš?
predvsem jo izredno cenim kot osebo, sva tudi, si upam reči, prijatelja, se občasno druživa v prostem času, me je povabila na svojo poroko in bom rekel, jo res v prvi vrsti cenim kot osebo. Seveda pa tudi poslovno, karierno, kajti to, kar je ona dosegla, je v globalnem merilu zelo veliko. In verjamem, da je marsikdo nevoščljiv, ampak v resnici bi mogli biti vsi, vsaj mi gostinci, za njo zelo veseli, kajti vsi imamo marsikaj od tega. To, ko nekdo pride v Slovenijo zaradi nje, dejansko ljudje pridejo v državo zaradi hiše Franko, zaradi te restauracije, in potem zapravijo denar tudi pri nekaterih drugih ponudnikih, to je za vse dobro. Tako da ji vedno znova rad čestitam in sem vesel za njo. Ko beseda nanese na prestižne restauracije, je pogosto debata tudi o velikostih porcij. Zdaj, mnogi se sprašujejo, je to normalno, da greš v neko drago restauracijo, plačaš veliko denarja za tisto, kar tam poješ, ne, doma si pa še vedno tako lačen, da si moraš sendvič narediti. Ja, to je, kot že omenjeno, okus, kulinarika je zelo relativna, subjektivna stvar. Zato jaz te debate običajno ignoriram. Seveda ni fajn, da greš iz restauracije lačen, in če smo čisto iskreni, mislim, da se to tudi ne zgodi. No? Skratka, ko sem nazadnje jedel na primer v hiši Franko ali pa katerikoli drugi od teh, bom rekel, restauracij z visoko kulinariko, mi je običajno bi celo rekel, da je teh hodov in pa količine hrane preveč. Ne vem, danes tukaj govorimo o 12, 15, 17 hodih, ki jih poje gost v tej restauraciji. Jaz osebno bi prej rekel, da je hrane preveč, da se zame osebno predolgo sedi v taki restauraciji. Skratka, mi je neprijetno, če moram 2,5-3 ure jesti nek obrok. Ne bi se pa strinjal, ali pa vsaj v večini primerov, da grem lačen iz teh restauracij. No, to je pač neka taka fama, ki se je ustvarila v družbi, zaradi tega, ker pač na fotografijah se običajno pojavi en krožnik, zelo malo hrane, in ljudje to primerjajo z njihovo nedeljsko destinacijo, kjer je hrane na enem krožniku veliko. Skratka, tukaj, ko govorimo res o visoki, najvišji kulinariki, se ne gre za prehranjevanje. Človek v tako restauracijo ne gre zato, ker bi se rad najedel, ampak bom rekel, gre iz podobnih razlogov, kot gre na nek koncert, kot gre v umetnostno galerijo in tako naprej. Bom rekel, ker ga zanima ta kultura, ker ga zanima, bom rekel, individualni pristop nekega šefa, ki se, bom rekel, na krožniku izraža svojo filozofijo. Tako da ni potrebno sploh primerjati visoke kulinarike z vsakdanjim kosilom ali pa večerjo. Veliko je debat tudi o sprejemljivosti tega, da nekateri gostje v gostilnah hrane, ki je recimo otroci ali pa oni sami ne pojedo do konca, da prosijo natakarja, da jim zavijajo za seboj, za domov. Pa me zanima, kakšno je vaše stališče do tega? Je to primerno, če ljudje tako ravnajo, ali je to nevljudno, nekulturno? Kaj mislite? Zdaj, mi v naših restauracijah in tudi na catering dogodkih to spodbujamo. Res je, v preteklosti je bilo tega veliko, pa potem se je spet ustvarilo neka fama okrog tega, da ljudje to, da ni lepo, da se to jemlje domov in tako naprej. Mogoče je to v 90-ih bila neka ta kultura, ki pa se, jaz mislim, da mora nujno spremeniti. Predvsem, ko gledamo na prehrano z trajnostnega vidika, ko razumemo, da eden največjih dejavnikov, ki vpliva na
bom rekel, globalno segrevanje in tako naprej, je pridelava hrane, se pravi, vsak gram hrane, še posebej recimo mesa, o katerem se zadnje čase toliko govori, ali pa nekaterih vrst mesa, oziroma tudi nekaterih vrst rastlinske hrane, za sabo potegne ogromno nekih resursov, ki je potrebnih za to, da se ta hrana pridela, predela, transportira, potem običajno se to zapakira v neko embalažo, zopet pripelje od, bom rekel, nekih logističnih centrov do trgovin, do domov in na koncu se zelo pogosto ta hrana zavrže. Mislim, da je podatek, da se v gospodinjstvih kar 50% hrane zavrže, v gostinstvu kar 30%, in mislim, da obstaja podatek, da če bi uspeli vzpostaviti sistem, kjer se hrana ne meče v smeti, imamo dovolj resursov, da nahranimo praktično cel svet. Tako da ta kultura zavijanja hrane za domov je jaz mislim, da dobra. Jaz osebno z veseljem vzamem v gostilni ostanek hrane za domov, s tem mogoče prehranim en obrok, prehranim konec koncev denar, predvsem pa je tukaj pomemben ta trajnostni vidik. Zaradi inflacije tudi cene v restavracijah rastejo, pa me zanima, koliko ste recimo vi pripravljeni plačati za eno pico v centru Ljubljane, koliko se še vam zdi neka primerna cena? Zdaj, moje osebno mnenje, ali pa koliko sem jaz pripravljen plačati, v resnici ni pomembno, ali pa ni primerno, ni pravo vprašanje. Strinjam se, da so cene v zadnjih letih precej zrastle. Strinjam se, da so nekje v Ljubljani te cene visoke, ampak dejstvo pa je, da je to pač tako deluje tržno gospodarstvo. In bom rekel, ta nevidna roka trga. V resnici bi morale biti cene v restavracijah še višje, kot so. Zakaj? Predvsem zaradi na začetku omenjenih obdavčitev plač. Jaz trdim, da bi rekel 80% delavcev v turizmu vsaj del plače dobi izplačano na roke, kar pomeni, da še vedno, bom rekel, se ne plačuje vseh davkov državi. Če bi vse plače bile izplačane regularno, bi mogle biti cene v restavracijah še višje, kot so. In istočasno se pa strinjam, da so previsoke, ne, kar spet kaže na to, o čemer smo govorili na začetku, da je obdavčitev poslovanja v gostinstvu pač neprimerna. Poznamo različne modele obdavčitve, mislim, da v Avstriji restavracije plačujejo neke pavšale glede na število sedežev. Vemo, da pa je to zdaj drugi ekstrem, ki ne govorim, da je primeren, da v Ameriki so vsi natakarji na minimalni plači, hkrati pa so neobdavčene napitnine. Skratka, vedno, ko primerjamo cene v restavracijah v Sloveniji z cenami v neki drugi državi, moramo razumeti, da v ozadju je nek drugačen sistem obdavčitev in tako naprej. Še vedno pa je pod črto gostinska panoga, na žalost panoga z zelo malo dodane vrednosti. Tako da ja, tukaj so cene pač cene visoke, in če bi vsi delali vse po pravilih, bi mogle biti še višje, na žalost. Vaša vizija vašega podjetja je sicer, ne, da se uvrstite med 10 najboljših ponudnikov cateringa v Evropski uniji. Pa me zanima, je to tista ambicioznost, ki mogoče nasplošno manjka nekoliko slovenskim podjetnikom? Jaz mislim, da smo Slovenci kar ambiciozni.
če pogledamo športnike, če pogledamo znanstvenike, zdravnike in konec koncev tudi podjetnike. Ne. Sam sem član kluba slovenskih podjetnikov, kjer bom rekel, srečujem kolege, ki imajo res izjemne zgodbe podjetniške, ki dokazujejo to, da smo Slovenci sposobni marsičesa, in da bom rekel, smo ambiciozni. Vsem je pa nekako skupno, da pa, bom rekel, okolje ni najboljša platforma za dosegati vse te uspehe. Če pogledamo športnike, ki jih vsi, s katerimi se tako radi pohvalimo, ki naj bi bili promotori naše države in tako naprej. Dejstvo je, da najuspešnejši športniki plačujejo davke v tujini, imajo naslove prijavljene pač tam, kjer je to davčno ugodnejše, in če bi se slovenski podjetniki obnašali podobno, bi bilo to za državo zelo, zelo slabo. In na drugi strani se te podjetnike istočasno na njih gleda dokaj negativno, kljub temu, da vztrajajo in delajo v Sloveniji. Tako da, če se vrnem nazaj k vprašanju, jaz mislim, da ambicioznosti nam ne manjka, vsi pa bi potrebovali boljše pogoje za to, da lahko to ambicioznost uresničimo, tako športniki kot znanstveniki, kot na koncu podjetniki, in k temu bi mogla stremeti naša država. Kakšne načrte imate za prihodnost, kako se nameravate prebiti med najboljše v Evropi? Zdaj, jaz mislim, da med najboljšimi že smo. Ni pa nujno, da si med najboljšimi hkrati tudi uspešen, in to je tisti težji del enačbe. Predvsem nikoli ne sprejemamo kakršnih koli kompromisov, ko govorimo o kvaliteti. To se mi zdi, da je ključno za to, da se v naši dejavnosti lahko prebijamo med najbolj, ne bom rekel med najboljše, ampak bom rekel med najbolj uspešne. Skratka, delo na kvaliteti, na drugi strani optimizacija poslovnih procesov, optimizacija načrtovanja dela, bom rekel, inovativnost pri poslovnem modelu in tako naprej. To so stvari, ki potem lahko pripeljejo od želje do realnosti. Seveda je pa dejstvo, da na koncu pa zato, da nekdo postane zelo uspešen, pa na koncu potrebuje tudi malo sreče, biti na pravem mestu v pravem času, ampak vseeno pa zato, da si lahko na pravem mestu v pravem času, moraš iti od doma, moraš iti na teren, recimo temu. Tako da predvsem delamo na tem, no. Iščemo priložnosti, vedno smo odprti za vse priložnosti, vsako priložnost skrbno preučimo in bom rekel, morda je v našem poslu včasih težje zavrniti eno priložnost, kot jo sprejeti. Tako da ja, pač treba je imeti jasno strategijo, jasen načrt in sprejemati tehtne odločitve. Glede na to, da smo v prazničnem času, me zanima, kaj bi vi svetovali našim poslušalcem in gledalcem, ki pripravljajo morebiti novoletno zabavo, kaj naj postrežejo, kako naj poskrbijo za svoje goste? Ja, jaz bi jim svetoval, da nas na naši spletni trgovini pogledajo naše pakete, ki jih lahko naročijo domov in si s tem olajšajo novoletno druženje. To malo za hec, malo za res. Drugače pa jaz mislim, da jaz osebno zelo uživam v tem, ne da kuham za moje goste, ampak da kuham skupaj z mojimi gosti. Tako da sploh te praznični obroki, ko ima človek v resnici cel dan časa za to, da se pripravi. Jaz mislim, da ne smejo izgledati tako, da nekdo cel dan kuha, se pripravlja, potem pa ves izmučen, bom rekel, takrat, ko gostje pridejo, omaga.
Jaz dostikrat naredim tako, da se s prijatelji dobimo, mogoče na tržnici, gremo skupaj v nabavo, si razdelimo naloge, kuhamo skupaj, vmes kaj dobrega spijemo, se družimo in to je to, ne. Jaz mislim, da zame osebno je najpomembnejši del obroka, tudi priprava obroka, kuhanje in tako naprej, sploh za te praznike. Tako da to bi bil moj nasvet, da ljudje zavihajo rokave in skupaj z najbližjimi kaj dobrega skuhajo. Gospod Jezeršek, hvala vam, ker ste bili naš gost in ker ste si vzeli čas. Želim vam še veliko uspeha v prihodnje. Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.